Dnevni centri aktivnosti za starejše v Ljubljani so zaradi epidemije zaprti. Vendar kljub temu potekajo določene aktivnosti. Nam lahko poveste, katere in na kakšen način? Res je, žal so dnevni centri že 3 mesece zaprti, tako da smo se čez noč mogli znajti in določene aktivnosti prenesti na splet. Seveda je bilo najprej treba starejše izobraziti za uporabo spletnih aplikacij in to še vedno počnemo, tako da smo trenutno imamo kar 76 različnih aktivnosti na spletu. Preko različnih spletnih aplikacij, nekaj tudi preko elektronske pošte. Največ telovadimo, migamo, različne telovadbe, potem imamo jogo, pa qigong, pa tapkanje, EFT, tai chi. Potem smo začeli tudi z jeziki v živo, kar 8 jezikov poteka online preko spletnih aplikacij, pa različne vaje za urjenje spomina, pa pogovorne skupine. No, danes smo pa poskusili tudi nekaj novega, in sicer spletno proslavo ob kulturnem prazniku, in moram reči, da je bil odziv zelo velik, skoraj 70 članov se je udeležilo in je bila prav prijetna nova izkušnja. No, katere stvari pa najbolj pogrešajo starejši ljudje oziroma vaši člani? Absolutno je to druženje in ta osebni stik, ta klepet. Ko je v normalnih razmerah, so prišli recimo na telovadbo v center in so predtem spili čaj in poklepetali, tega sedaj ni. Priključijo se na Zoom, telovadijo in konec je. Tako da smo v bistvu ravno zaradi tega uvedli tudi tedenske urice klepet ob kavi, kjer lahko člani si izmenjajo vsakdanje izkušnje, poklepetajo in tudi po vsaki aktivnosti, če je le možno, in pustimo še nekaj časa, da malo sproščeno poklepetajo. Kako se pa lahko člani ali pa tudi nečlani vključujejo v te aktivnosti? Pa morda koliko to stane? Kako je s tem? Trenutno je tako, da so te aktivnosti namenjene našim članom, ki pač še vedno oziroma bodo nekako za nazaj poravnali to članarino 8 evrov na mesec. Veseli smo tudi novih članov, še vedno. Vse, kar je trenutno, se prijavijo v katerem koli centru z imenom in priimkom, kasneje bodo uredili formalnosti, kot je vpisni list in članarina. Smo pa veseli vsakega, ki se priključi, tudi ne glede na plačano članarino. No, prosim, povejte, kje so te centri, na kakšen način se lahko vključijo tisti, ki še niso vključeni? Lokacijsko so centri po celi Ljubljani, sedaj pa seveda smo dostopni preko naše spletne strani www.dca-ljubljana.org, kjer se lahko prijavijo tudi na dnevno prejemanje naših elektronskih novic, tako bodo vsak dan okoli 3. ure obveščeni, kaj bo naslednji dan na sporedu, vse povezave do spletnih aktivnosti bodo, ali pa nas pokličejo na telefone, ki so ravno tako navedeni na spletni strani. Tudi Facebook profil smo res aktivirali v zadnjem času, tako da tudi tam dobijo sproti vsakodnevno vse informacije. To pomeni, da ni problem, kar se tiče vključitve in sodelovanja. Ne, res ne. Kdor želi, ima možnost, mi tudi obveščamo, še posebej po telefonu, člane, ki mogoče niso toliko vešči uporabe računalnika in teh spletnih orodij, in jih usposabljamo, jih vodimo preko telefona, da se priključijo, ker zadeve niso težke, samo včasih pa je treba malo pomoči, da nas nekdo uvede. Tako da smo res zelo, zelo veseli in nekako po eni taki oceni je več kot 600 starejših se vključuje v te aktivnosti trenutno. No, to je pa kar lepa številka. In kakšni so še morda načrti glede na epidemijo, če ne bo tako hitro še konec? Ja, res je. Vsak teden znova dodamo kakšno aktivnost, ker se kateri od prostovoljcev odloči, da pa res ne more več biti brez in se na novo odloči za uporabo teh aplikacij. Še ena prva taka malo večja stvar, ki pa jo pripravljamo prihodnji teden v torek, na pustni torek, in sicer prvi pustni DCA spletni karneval, tako da vabljeni vsi. To pomeni, da pripravljate spletni pustni karneval? Res je, predstavljale se bodo maske,
skupaj se bomo naučili en ples in imeli priložnost za klepet, za malo heca, malo sprostitve, tako da upam, da se v čim večjem številu vidimo. No, torej, to pomeni, da kljub epidemiji te aktivnosti je dovolj, jih ne manjka in treba se je samo vključiti, pa bo šlo. Res je, veliko stvari je pripravljeno, pa tudi za tiste, ki mogoče niso vešči ali pa ne želijo preko Zoom aplikacije v živo tudi posnetke telovati različnih in plesov in miselnih ugank, tako lahko tudi na tak način sodelujejo in so aktivni, tudi če nimajo te želje v živo.